vas vse lepo pozdravljam, seveda še posebej avtorja knjige. Mogoče bi malo drugače začel kot ponavadi, in sicer malo za šalo, malo za res, ne. Pred nekaj dnevi sem malo razmišljal o eni zadevi, hotel sem nekaj preveriti, in sem se spomnil, da bi tej tako zelo opevani, danes opevani umetni inteligenci, ne, vse mogoči, postavil eno vprašanje in da bi preveril eno zadevo, ne, in sicer ne kaj zmore, ne vem, v smislu sestavljanja zgodb, ne, ampak koliko recimo je konkurenčna človeku na polju domišljije, da tako rečem, ne. In sem ji zastavil naslednje vprašanje, ne. Rad bi napisal knjigo z naslovom o vinu, kozah in drugih prevarah, ki se dogajajo v srednjem veku v Avignonu. Kakšen zaplet zgodbe predlagaš? Torej, ne, se mi zdi dosti odprto vprašanje, ne, in se mi zdi, da je imela dosti parametrov, ne. Odgovor. Glavni junak zgodbe je mladi trgovec z vinom. Znajde se v središču prevare, ko odkrije, da je vinsko trgovino, ki jo je podedoval, kupil s ponarejenimi dokumenti. Razumete? Jaz ne. Med preiskavo odkrijo zaroto, ki sega do najvišjega cerkvenega kroga v Avignonu. S pomočjo skrivnostne kozarice, ki naj bi prinašala neomejene moči, se odloči razkriti prevaro in resnico o temnem podzemlju srednjeveškega Avignona. Takšen je bil njen odgovor. Ne, se pravi, jaz sem dobil takoj odgovor na vprašanje, ne, tisti, ki pa niste prebrali to knjigo, pa upam, da ga boste dobili med najinim pogovorom. Zdaj pa čisto zares, ne, torej konkretnim vprašanjem. Mogoče za tiste, ki niste prebrali knjigo, je fino, da jo samo na kratko umestimo v čas in prostor, ne. Knjiga se dogaja v visokem srednjem veku, to je 13. 14. stoletje. Prostor je pa v glavnem Francija, v glavnem ta južni del, ne, se pravi Provence, Aquitania, vmes je tudi ena epizoda oziroma več, no, v Bretanji, ne. Se pravi v keltskem delu, bi tako rekli, ne. Potem pa ta, bi rekel, kozja odprava, ne, preide proti vzhodu, ne, in tam zadane, se pravi preko Ogleja tudi naše ozemlje, Posočje, pa Stridon, ne, se pravi imamo kar geografsko zelo, zelo široko, ne. Ampak v središču te zgodbe je vseeno Avignon in tukaj bi vprašal, ne, v Avignonu se namreč zgodba zaplete, ne, in tudi potem na nek način razplete, ne čisto na koncu seveda, ne. In bi vprašal, se pravi prva stvar, zakaj ravno Avignon, ne. Ali je v tem mestu kaj, mislim, ali je bil kakšen sprožilec poseben, ne, da stoji na sredi te zgodbe, ne. Pa če bi mogoče lahko še obenem za začetek bi mi zdelo zelo primerno, da nam malo, da nam predstavite s svojimi besedami ta zaplet, ki je, se mi zdi, nek fil rouge celotne zgodbe in je sam po sebi že tako zanimiv, nenavaden, da je fajn, da ga slišite, no. No, hvala. To je kar obilno, eno tako obilno vprašanje. Mogoče začnem najprej, zakaj to časovno obdobje. Ne? Mene vedno fascinira visoki srednji vek zaradi tega, ker se mi zdi, da je to nekako rojstvo evropske misli v tem času. Ne? Če je DNK stara Grčija, pa stari Rim mogoče, ne, je tukaj dejansko rojstvo. Govorimo o obdobju, ne, ko se je Evropa dejansko umirila, se vdahnila od teh nenehnih vdorov, avarov, zlasti avarov, ampak tudi če koga drugega, ne, se je majčkeno ustavilo vse skupaj, ne, in se začela v intelektualnem smislu, vsaj z moje strani, nekem duhovnem smislu poenotiti in začela se je ena taka čudna situacija, ko so ljudje končno prvič začeli verjeti v eno večjo družbo. Ne. Takrat so nastale te velikanske katedrale, recimo v Chartru pa to, in te katedrale so gradili v bistvu tako, kot so gradili piramide, ne. Vsi so jih gradili.
reveži, kmetje, trgovci, fine gospe so malo to mešale skupaj z preprostimi. Ne. No, zakaj Francija? Bil sem na dopustu v Franciji, najprej v poleti v Bretoniji in Normandiji, potem jeseni moji obupni poskusi kajta v Jeru na jugu in vse skupaj se mi je zdelo tako, nekje neke zgodbe sedijo in sir sem jedel čisto brezvezni, to ponavljam in se mi je zdelo nemogoče, da imajo Francozi tak brezvezen sir. Ne. To je bil beli sir s črnimi bobikami kaviarja gor. Ne. In sem pol razmišljal, kaj za hudiča, ne, bi naj bilo v tem siru. Ne. Ja, pa se je izkazalo, da so zgodbe in kar veliko. Ne. No, Avignon je pa tudi papeško mesto. V začetku 14. stoletja so se papeži preselili iz Rima v Avignon. Takrat je bilo take klasične kregarije evropske, ki jih je vedno potem bilo dovolj. Ne. Predvsem zgodovina pravi, ne, da Sveto Rimsko cesarstvo pa francoski kralj, vsak je hotel na svojo stran vreči. Ne. No, meni se pa zdelo prav fino, če bi lahko zgodovino dovolj logično razložil tudi čist tak iz človeške strani. Ne. Tisto, kar vsi vejo in vodiči razlagajo, ne, sem jaz pa pač malo drugače povedal. Ne. Alternativno, ne, ampak nihče mi ni še do zdaj rekel, da lažem. Ne. Ne, ker vse, kar pravim, ne, ob temeljitem premisleku drži. Ne. Namreč jaz pravim, da so se papeži iz Rima preselili v Avignon, ker je pač tam najboljše vino. Ne. In to je lahko čisto zadosten razlog. Ne. V bistvu pa knjiga, zdaj, če se vrnem na to, ja, zapletu, ne, to je čas strašnih katarskih vojn križarske vojne proti Katarom v tem delu Francije in Katari v bistvu vedo, da ne bodo preživeli, ne, in pošljejo eno svojih knjig, ki jih pač častijo, oziroma to so svetih spisov, pošljejo svojim bratom po veri, to pa so bili bogomili. In za bogomile vemo, da so pa v Bosni. To je ta skrivna večerja, ki je dejansko izpričana. Ne, tako. Dejansko obstaja. Ne. Ampak to je lažna knjiga, to je fake news. Ne. To je nekaj, kar so razlagali, da je res, da je sveti Janez to knjigo napisal. V resnici pa verjetno sploh nič daleč od tega. Ne. Ampak bistvo je verjeti. Ne. Verjeti v to. No, in zdaj za paravan, ne, ker ne moreš, ne, v 13. stoletju ne moreš poslati s pošto knjige z ekspresno pošto prek Evrope, ne, je bilo treba najti en zelo tehten in smiseln izgovor. In to je bilo pa v bistvu tako, da je bilo treba poiskati snubca za kozo, ki bo dala sir, da bo dala sir, da se bo ujarila in bo dala sir. Ta sir pa bo pomagal, bo razničil prekletstvo nad najboljšim vinom v krščanskem svetu in to je nočna mora škofa Iva, ki se mu je to dogodilo. Škof je bil tudi sodnik, obsodil je starejšo žensko, ki mu je preklela vino, tisto, največ, kar ima. No in zdaj njegov služabnik pa je prebrisan, ne, in potem se spravijo na to odpravo
kozji snupci, iskati kozla. In kje je kozla, seveda poiskati na Drežniških ravneh. Čin Drežnica. To bi mogoče pol malo še povezal, tole geografijo, ampak recimo verovanja, ne, imajo zelo pomembno mesto v tej knjigi. Ne. Tudi zanimivo, kako se prepletajo te vere. Ne. Malo drugače, kot smo mogoče mi navajeni iz šolske zgodovine. Ne. Ta zgodovina v vašem romanu seveda ni tako črno-bela, ne, kot smo navajeni. Ne. Imamo, ne vem, mogoče na najvišjem nivoju imamo to uradno katoliško cerkev, ne, škofe, ki so pač, imajo radi dečke, imajo radi ženske, radi jejo, ne, to vsi vemo, ta kritika je bila že v srednjem veku. Ne. Potem imamo recimo herezije, ne, nek drug nivo, ne, bogomile, katare in tako naprej, ne, pa so pa staroverci, ne, to so pa, ne vem, recimo neki predkrščanska verovanja, ne, recimo Kelti, ne, pa zlasti tako imenovani Tročani, ne, v Posočju, ne, in seveda, mislim, meni se zdi recimo že to dejstvo, ne, da avignonski škof, ne, da je pripravljen, ne, zato, da bo rešil svoje vino, ne, iti v Bretanijo, ne, se ponižati pred neko druidinjo bradato, ne, ki ga ozmerja. Ki je druidina, ja, samo čez dan. Čez dan, zvečer je pa druid, ne, ja. Ona ga ozmerja s požeruhom, on tam ponižno čaka, ne, na to, da mu bo povedala, kaj mu bo rešilo vino, ne. In potem ta koza, ne, ki je keltska recimo, ne, se poišče kozla kje, ne v katoliškem svetu, ne, ampak ga dobi na Posočju, ne, se pravi, ta kozel je staroverski, ne, in ta dva, ne, ta kombinacija reši katoliško cerkev, da tako rečem, ne, škofa, ne, to se mi zdi, ne, to prepletanje je neverjetno, ne. A to ste sami prišli do tega? Ne, jaz moram priznati, da ne, jaz nikoli, mislim, v končni fazi jaz postavim ekipo, da temu rečem tak, ne, se pravi junake zgodbe, in potem se jaz ne vtikam njihove stvari, jaz samo njihove dogodivščine zapišem in pri tem se neskončno zabavam včasih, ne, ker so včasih res domislice in te spletke neverjetne, ne. No, je pa tako, ne, da zgodba, pravzaprav, to je moj tretji roman, ne, vseh treh, ne, prvi je bil Iqbal Hotel, ki je govoril o tem, da je en Primorc po prvi svetovni vojni takoj šel v Afriko in sredi savane postavil hotel, ki je pač hotel imeti hotel. Druga je Potopimo Islandijo, ker so pač se spravili na misijo potapljanja Islandije in so jo na koncu tudi potopili. In tukaj ta globoka vera, da lahko rešiš vino, če si to res želiš. Hočem povedati, to mi je, ne vem, pa vedno tak nanese, jaz ne vem zakaj, da je nekje vzale, ne, ta modus vivendi vseh teh zgodb tem, ne, da če si nekaj res globoko želimo, ne, potem to lahko nam uspe, pa naj bo še najbolj nemogoče, ne, ampak vedno malo drugače, kot si mi mislimo, da bo, ne, seveda pa tudi ne v nekih tradicionalnih okvirih, zakaj pa bi, ne, saj to je lepota življenja, ne. Mogoče bi se sem še malo do teh verovanj vrnil, ne. V bistvu imamo relativno malo verov, ne, zgodovinskih o, ne vem, starovercih, ne. Relativno malo vemo tudi o, ne vem, o Katarih, ne, nekaj o bogomilih že vemo, ne. Ampak, ja, kako ste se lotili tega, ne, se mi zdi, da je bil tudi, mislim, saj efekt te knjige je bil, da ste njim dali en glas, ne, zlasti starovercem, ne, ki imajo
precej velik vpliv na tok zgodovine. Ne? Ja, Ne? to je ena izmed redkih namernih zadev v knjigi. Ne? No, mogoče majčkeno glede na prejšnjo vprašanje, ne, ta strukturiranost. Ne, vera v srednjem veku ni bila samo vera, ne, zlasti katoliška vera je bila politika, ne, oblast. Ne, oblast je segla tudi v človeško razmišljanje. Ne. Približno recimo nekaj takega kot recimo pod Stalinom. Ne. Tudi pod Stalinom je bilo, nisi smel, pa verjetno mogoče celo pod Putinom, jaz ne vem, nisem bil zdaj nič tam. Ne smeš, nimaš pravice svobodnega razmišljanja. Tudi ko samo razmišljaš, ne, je to tisto, ne, kar hoče oblast kontrolirati. In zdaj tu ne bi šli dalje, ampak ta želja oblasti je vedna. Ne. Če pa pogledamo, ne, zdaj te različne, najprej oblast, ne, cerkvena oblast, vse posod prisotna, potem herezija kot neka želja po svobodi, ne, in potem staroverstvo. Ne. Staroverstvo pa kot način življenja in oni so najbolj živeli seveda tudi kot način življenja. Mislim, če bi jih vprašal, ne, kaj, če so verni ali kaj, sploh ne bi vedeli, o čem govorijo. Ne. In to niso bili samo ti naši staroverci, jaz mislim, da so bili po številnih alpskih dolinah okrog in okrog Alp take skupine, ne, pa tudi kje druge, ne, saj so bili taki, ne, tako da. Okay. Zdaj, mogoče en drug vidik je seveda zgodovina, ki nastopa v tem romanu. Ne. Se pravi, roman je nasploh, bi rekel, poln nekih podatkov. Ne. Rekel bi, da je kar precej zahteven. Ne. Ni sigurno to ni knjiga, ki bi jo priporočil, ne vem, kako bi se izrazil, za branje na plaži ali kaj takega. Ne. Mislim, terja kar precej, bi rekel, bralca, ki je kar pri stvari. Ne. Se pravi, imamo različne pokrajine, imamo različne vere, ne. Se pravi, tiste osebe, ki nastopajo, ne, so tudi iz različnih okolij, ne. Tako da v bistvu je kar zahtevno branje. Ne. Ampak to, ne, mogoče sem jaz s tem obremenjen, ampak nikoli ne veš natančno, ne, kaj od te zgodovine je zdaj realno, ne, kaj je v bistvu prava zgodovina, ne, kje se pa začne fikcija. Ne. Ne, recimo, in potem to se mi pa zdi fino pri tej knjigi, ne, da te v bistvu spodbudi, da začneš malo raziskovati. Ne, tista Skrivna večerja, recimo, to sem prvič slišal, ne, in sem šel pol malo preveriti, ne, po Googlu, ne, sem videl, da je to dejansko nek tekst, ki obstaja. Ne. Potem še bolj zanimivo, ne, ker se mi zdi prav fascinantno, ne, je pa ta križarski pohod na Kobarid leta 1431, ne, za katerega tudi nisem vedel. Ne, sem mislil, da je to kaj, ne, mislim, to ni šans, da se je zgodilo. Ne. Ampak dejansko izpričana zadeva, ne. Mogoče lahko o tem kaj več poveste, ne. Ja. Pa o odnosu, se pravi, zakaj v bistvu vpletati realno zgodovino in nadaljevati s fikcijo, ne. Ali ste imeli kakšen, rekel, žanrski zgled tukaj, ne. Ali ste to čisto sami? Ne, ni. Jaz sem to knjigo pisal tako kot vse ostale 12 let. Ne. In to je tako fragmentirano nastajalo, ne, pol proti koncu, mislim, knjiga je šla septembra lani, oktobra, novembra mogoče, ne, 3 mesece ali pa 5 mesecev prej mi je Jelka Ciglenečki rekla, če lahko izdamo, ne, to naslednji mesec, ne, smo pa 36 strani. Tak da, jaz bi to pisal, namreč jaz zelo rad pišem, ne, in to sem tak, kakšno, ne, in to je fajn. No, ampak, če se vrnemo k tem dogodkom, meni se fajn zdi to, da se prepleta fikcija z zgodovino. Jaz sem rad natančen pri
pri pisanju. Mene izjemno motijo, recimo, kaj jaz vem, en roman sem prav, zdaj se ne spomnim točno, kaj, ki je se dogajal v tam poznih rimskih časih, ne, in razlaga, kako so si pravzaprav šlice zapirali in lahko ne, se ni, ne, na hlačah niso imeli takrat šlice, pa so pa letali po koruzi, ne. Ja, pa, ne, en Avstralec je pisal to, ne, in ja, ne, in to ne gre, ne. Vse, kar jaz napišem, mislim, to se res pač potrudim, pa zagotovo so napake noter, ne, ampak nekako se trudi, da človeka ne bi to zmotilo, ne. Pri teh kobaritski križarskem pohodu 1331, ne, sem to izkoristil, ker je to samo en zapis je o tem, ne, sem rekel, pa prepozno je, 100 let kasneje, ne, in potem sem se vprašal, zakaj pa šele takrat, ne. Saj pa je bil tak pritisk proti hereziji že 100 let prej, ne. No, in sem pač napletel pol v zgodbi, da je diplomat, ki je tudi drehnar, se pravi verski in mislim, plemenski vodja, no, mlajši, zelo brihten, iz tega svetovit, ne, ki je v bistvu diplomatov glejskega patriarha v Avignonu, ne, tudi videl v tem zelo velik, v tem pohodu svojo priložnost, ne, za svoj narod on, ne, oziroma svoje pleme in je izgovoril 100 let svobode, ne, za tega kozla, ne. Vsak je našel nekaj, zakaj je obesil na tega kozla. Ja, na to diplomacijo, ne. Tako da mi je to seveda kar nekako Ampak se lahko jaz povem, no, mogoče sem na kratko, ne, ker jaz verjamem, da se ne pozna tega, ne, ampak mislim, da je bila Furlanska cerkev, ki je organizirala to, ne, leta 1331, ne. Zdaj, argument je pa bil, ne, tam med gorami, ne, to je zdaj čist ver, tako govori, ne, številni Slovani častijo drevo in potok, ne, če se ne motim, za Boga, ne. Izvir, za Boga, ne. In kaj so naredili? Šli so tja in so pač drevo izruvali, izvir so pa zasuli s kamenjem, ne. Ni nobenih poročil o kakšnih smrtnih žrtvah in pa tako naprej, ne, ampak dejansko njih je motila ta, rekel, staroverska neka praksa, ne, ki je bila očitno takrat še živa v 14. stoletju, ne. In to je zelo zanimiv vir, pa zelo premalo znan, se mi zdi, ne, en redkih, ki sploh priča o tem, ne. Ja, ampak no, sej v tej zgodbi, ne, pač se pove, ne, da je ta duhovnik iz Georgije, ki je to vodil, ne, bil zelo prilično neuspešen. Nenazadnje, ne, staroverci so obstali, ne, do 60 let prejšnjega stoletja, zapisani viri, ne, danes, ampak so dokaj skrivnostni in podobno, ne. Tako da vse tisto skupaj, ne, tisti pohod je bil bolj pašat, mislim, bolj tak, ne, tralala. Neka reakcija, ne, pač teh sosednjih. Ampak te zgodovinske vire sem pa zanalašč tudi te vpletu, ne, zato ker sem se hotel tudi nekaterim stvarem pokloniti. Ena stvar je bila ta pohod, ga omeniti, druga stvar pa je bila ta križarska vojna otrok, ki je velik madež na duši cerkve, katoliške cerkve, ker ni naredila čisto nič in na desetine tisoč otrok, predvsem dečkov med 12 in 14 letom, je pomrlo in bilo zasužnjenih. Preprosto zaradi tega, ker seveda
spet lažne novice, mislim, bila sta dva Štefana, ki sta en z francoske strani, en z nemške, ki sta to organizirala, ampak takih prerokov malih, zavedenih, mogoče motenih je bilo tudi koliko hočeš, ne. In ne francoski kralj, ne rimski papež nista nič naredila proti temu. No, takrat to je bil tudi čas, ko je bil odnos do otrok, povsem je bil drugačen kot danes, ampak oni so bili preprosto zlorabljeni za neko idejo. Ampak jeza pa je rasla, ne. V Evropi je bila huda jeza takrat, ne. To je bil, niti ne vemo točno, koliko je tudi nekateri, verjetno so bili upori, ampak ta srd, ne, se je, to ni prav, ne. Moralna avtoriteta, oblast, ki bi naj bila moralna avtoriteta, je zlorabila tisto, kar pač je človeku najdražje, ne. Zdaj še ena zadeva, se pravi geografija, to sem sam nekako prišel do tega, namreč jaz seveda zelo rad analiziram stvari, in sem videl neko nasprotje, zdaj v tej knjigi me zanima, če se boste strinjali s tem, med Zahodom in Vzhodom. Imamo na eni strani Zahod, ki ga pooseblja recimo Provansa, ki je nek civiliziran svet, bogat svet v topu, tam se dobro je, pijejo vino, kar je značilno za civilizirane kraje, ampak je pa dekadenten, je pa impotenten, kar je še hujše, namreč tam koza ne dobi svojega kozla. In če gremo na vzhod, ki se začuda začne ravno v naših krajih, in se potem nadaljuje še tam na Balkan, Stridon, za katerega ne vemo točno, kje je, lahko je tam nekje pri Ljubljani. Tako, to je, do Notranjske, to je ta antična provinca Dalmacija, ampak recimo, da je nekje tam, recimo, da je to Dalmacija, ampak ni nujno, je pa seveda divji, ta vzhod je nevaren, je neciviliziran, tam ne pijejo vina, ampak močeradovc, gun, imenovan, ampak po drugi strani je pa potenten, tam koza dobi kozla. In jaz sem tle videl zdaj neko sporočilo, in sicer paralelo z današnjim svetom, to, kar številni misleci, nazadnje je to Macron zdaj ta teden v svojem predavanju omenil, Evropa je utrujena, je dekadentna, propada, nove sile prihajajo pa iz vzhoda, iz juga, sveta v obliki nezaželenih migrantov. Sem šel predaleč? Ne, čisto zanimivo razmišljanje, ki sodi, ki se mu, jaz nisem na ta način razmišljal o tej potenci vzhoda, ampak če zdaj takole pogledam, mislim, jaz si strašno vizualiziram to, o čemer pišem. In moram reči, da vidim to, da vidim, mislim, treba je vedeti, da zdaj patriarh, oglejski patriarh, andeški škof, to so bili Bavarci, ki so imeli tu svoje posesti in so se tu potikali in bili na madžarskem prestolu sestra njegova, pa imeli svoje posesti dol do Dalmacije, čeprav ta Stridon, jaz sem ga postavil bolj tukaj nekje okrog Jeršan, tukaj še na Notranjska, ker drugače je predaleč, ker to pol zahoditi. Hieronim je naš. Ampak ta Hieronim je bil en težek tip, nišče ga ni maral, ne za življenje. On se je opravičil, to veste, kaj je rekel, oprosti Bog, ker sem Dalmat, ker Dalmati so bili znani kot prepirljivci, oprosti, ker sem Dalmat. V bistvu je bil moralist, prevelik moralist, ko si je, in zato je ta prst, ker je z njim žugal,
predvsem ženskam, ne, zaradi moraloterov pa to, ne. In zato se ni bilo Avignoncu težko znebiti, ne, tega darila, ne. Ena stvar je mogoče, ki pa je noter, ne, je pa to, ne, umetnost dajanja daril. Ne, to je bila tudi velika diplomacija, recimo. Ja, v diplomaciji in še prej, ne, recimo, kaj vem, ko je oče od tega služabnika Ugosa sprejel darilo, ne, je moral razširiti roke in se vreči pred grofom Toluškim, ne, ki je bil sicer intelektualec, ne, in mu ponuditi večno zvestobo svoje družine, ne, ker je bilo takšno darilo, da je to moral narediti. Ko sta Svetovit in ta Ugos, ki sta vsak svojega gospodarja imela, razpravljala, ne, o tem, kako zdaj to spraviti vse skupaj, to ekspedicijo v Oglejsko, ki pa, mislim, na območje Oglejskega patriarhata, ne, je bilo treba tudi darila, ne, dati, ne, in kaj so bila darila, ne, najprej ta prst, ne, Fradamani, od tega svetega Hieronima, ne, ki je imel sicer veliko vrednost, ker je bil pač svetnikov prst in sem pa tja, ampak tega svetnika nihče ni maral, ker je bil tak moralist, ne, to bili pa časih zmernega hedonizma, jaz temu pravim, ne. Ampak, ne, ena stvar ni dovolj, ne, druga stvar je bil pa, škof mu je dal svojega najboljšega kuharja, ne. In zdaj, to so bile take skromno bogata darila, ne, glih prav, ne, in odmerjena tako, kot morajo biti, ne, ker niso bila, če bi bilo to zdaj zlato, ne, bi lahko bil užaljen, ne, ta prejemnik daril, ker so prebogata, ne, kažejo, kak je bogat ta. Ampak en problem pa se je takrat pojavil, ne, namreč ti reveži, ne, v Furlaniji niso imeli vina, ne, dobrega, ne. Kako so pa to rešili pol? Kdo je uskočil? Ja, hitro so morali hoditi, ne. Hitro so bili, ampak ni bilo škofa zraven, ne. Nikolaj, ne, je bil. A ja, v Furlaniji, kuhar, ne. Ja, to pa je bilo v Ogleju, ne, ko je prvi večer, ne, vsi so šli počivati, kuhar je moral pa se izkazati, ne. In zdaj ta kuhar, ne, je šel najprej pogledati, kaj novi gazda ima, ne, in je v kleti našel skisano pivo pa kislo vino, ne. Vprašanje je, kak je vedel, ne, oglejski patriarh, ker ga je že čakala tale skrinjica z dišavami, ker to je bilo ogromno bogastvo, ne, so že čakale dišave, ne. Hrana ni bilo problem, z vinom pa je bil problem, no, in to je rešil pa vodnik lovskih psov iz Sansegusa, to je današnji Susak, ne, čudak, ki ga nihče ni razumel, kdor je bil na Susku, ve, o čem govorim, ne. Ja, zdaj je malo drugače vseeno, ne. Ja, no, ja, ampak ne zaradi suša, to je zaradi forešt. Ja, to je res, ja, ampak vino je bilo pa vedno, ne, Susak je pa prav, ne. Ja, vino pa je bil, ja. To jih je vedno reševalo. In tudi po cerkvi svetega Nikole, ne, ki je posodil ime njemu, ne, in pol je on dal svoje vino, ne, temu kuharju, ne, ki je že bil čist na koncu živci, ne, in pol je naredil večerjo tako, ko so spodobili. Ja. Se pravi, še nekaj me zanima, ne, zdaj ta odnos vaš do narave, ne, verjetno se bo vaš sošolc s tem strinjal, ne. Ne, jaz sem dobil ob branju nek vtis, ne, da vas morda ne zanima toliko globina vseh teh verskih disputov, ne, tistega časa, ne, ali pa
neki dolgi opisi značajev, ne, se pravi neka psihologija, ne, nek način, ne, sicer to je mogoče malo prikrito, ne, se mi zdi, da je vseeno v tej zgodbi glavni junak narava, ne, in človek kot naravno bitje, ne. Tudi najlepši opisi so takšni, ki se nanašajo na, ne vem, drevesa, potoke in tako naprej, ne. In tle tudi pridejo v ta kontekst staroverci, ne, nek način, ne, ki živijo z naravo in kaj mislite o tem? Kakšen odnos, kako ste vi ta odnos do narave? Jaz se nisem prav posebej spuščal v namerno, ne, mislim, ker tudi nekako niti ne bi hotel vedno biti pisec samo literature, v kateri je moja stroka pač glavna, ne. To je čist byprodukt, ne, če temu tako rečem. Nekako se mi je zdelo, zdaj, ker je seveda zgodba, ne, ta teče in nekako nisem mislim, moral bi predrugačiti koga, ne, če bi mu hotel dati neko globljo psihološko vrednost. Razen, ne, zato sem si pa zbral tega Gombala, ne, tega vojaka, ki je sluga, ne. Tam je bil pa zelo drag in sva pol, njega sem majčkeno bolj razdelal. Namreč to je po sistemu, jak ko medved je skoraj toliko pameten, ne. Res orjak, ne, ki je, prosim? Katalonc, ja. Katalonc, ampak malo bolj počasne pameti, ne, in tako se mi je zdelo, ne, zdaj, da ga peljem počasi čez del romana, kjer pač nastopa, ne, in se izgrajuje, ne, človek v svojem tej svoji biti, ne, ker na začetku je urednica Ana Gerša kar skočila v zrak, ne, ker mislim sodeloval pri posilstvu in pravzaprav on je delal tisto, ne, kar je vojak, štango je onemu držal, ne, ki je branil ga je, ko je skočil na njega, ne. No, ampak potem, ne, počasi dobiva neko svojo notranjo vrednost in kaj bi rekel, začne se pogovarjati s konji, ne. In ima tisto kobilo eno strašno rad, ne. Namreč njegov novi gospodar, ki je svetovit, ne, mu je naročil, ne, ker je tako bil velik, mu je dal 2 konja, mu je dal mezga pa konja, ne, pa mu je rekel, naj se spravi na drugega konja, ko bo videl, ko mu bo oni povedal, da ne more več ga nositi, ne. In pol je bil čisto nesrečen, kako naj bo, vse on ne razume, on še ljudi ne razume v tem delu sveta, kako naj razume konja, ne. In potem pride do tega, da konje vodi na povodcu in jih ima njihovo glavo tukaj ob svojem ramenu in se začne z njimi pogovarjati, ne. In na tak način potem postane neki taki horse whisperer, ne, šepetalec konj, potem tudi, ko pride nazaj v Avignon, ko dobi, mislim, položaj in je čisto nesrečen in pobegne in mora nogavice nositi in ga noge srbijo. Postane nek kozji varuh ali kako je že varuh? Ja, to pa je zaradi tega, ker je ta sin svetovidov, ne, ki je bil tam, ga je ubil ta Lupus, ne, Mauritius Lupus. V mislim, staroverski tej zgodbi seveda duh preide v neko žival ali pa
v rastlino, ne, v pokojnega. Zato so pili gum, ker je hotel oče videti, kam bo šel. In zato ga je pol videl, da je šel v bistvu duh njegovega sina v kozla in je tega gombala prosil, ki ga je imel neskončno rad, ta gombal, in bil čist nesrečen, ko so morali iti stran, in ga je zato prosil, da naj pazi na kozla, in tako omogoči, da bi se kdaj s sinom še njuni duši niti prepletle. No. Zdaj, ko sva še ravno pri starovercih, bi mogoče še malo aktualiziral, ne. Se mi zdi, da so v zadnjem času zelo, bi rekel, nekako aktualni, ne. Se povečuje nekako zanimanje za njih, ne, sploh po tisti Medveškovi knjigi, ne. Ljudje jih kar malo odkrivajo, neka društva obstajajo, ne. Jaz sem bil pred kratkim v bistvu tle imamo, ne, bi rekel, dosti blizu, ne, Gabrsko goro, ne vem, če poznate, tam pri Gabrovki, ne, ker je tudi nek kraj, bi rekel, starovercev, ne, imajo prav svetišče, torej Bogu Triglavu, ne. In zanimivo, ne, imajo tudi koze, pa sir pridelujejo, ne, pa glavni šef je volk, ampak ne pijejo vina, ampak varijo domače izvrstno pivo. Moje vprašanje pa, a mislite, da se lahko obudi staroverstvo? Ne. Nikakor ne. Zakaj ne? Ne. Kje je problem? Zakaj pa ljudje to počnejo? Ne, ljudje Očitno imajo pol nek drug motiv. Mislim, ljudje bi želeli, jaz ne dvomim to, da bi želeli obuditi staroverstvo, ampak veste, ta verski animizem, ne, je prilično zapletena zadeva, ne, in tega se ne da naučiti, ne. Mislim, jaz sem dosti hodil po Afriki, kjer sem bil tudi v takih skupnostih, ne. Živel z njimi, ne. To je način življenja, to ni nekaj, ne, kar ti hodiš k veronauku, ne. S tem se rodiš, ne, in kot otroci, ko odraščajo, ko ljudje, mislim, te stvari so funkcionalno del njihovega sveta. Ne moreš iti na tečaj. Ne moreš se odločiti, zdaj pa bom, ne. Skrajšan tečaj. Ja, ne moreš se odločiti zdaj, ne, to je verouk, ne. To se popolnoma strinjam z vami, ja. Mislim, to, kar zdaj, ne, je lahko... Ker to je zelo moderno, ne. Ja, to je zelo moderno, to je zelo in pa vse, ne. Ampak to je nekaj popolnoma drugega. Lahko nosi tudi ista imena, lahko nosi, proba kopirati, ne, ampak mi tega preprosto ne čutimo več na ta način, kot Sploh to izvorno, verjetno, ker se je že skozi stoletja, se je tudi dejansko to, kar je prišlo do Medveščka, se je že spremenilo. Ja, ampak tudi ti ljudje, ki so se z Medveškom pogovarjali, ne, so zrasli v tem, ne. Oni so imeli svoje drehnarje, ne. Imeli so tročanske hiše, ne. To je bilo nekaj čisto drugega, ne. Mislim, ta staroverska špura, to gre recimo, kaj jaz vem, verjetno 1000 let pred našim štetjem nazaj na področje... Ni samo slovanskega izvora, ampak jaz govorim zdaj o slovanske, recimo tem področju Ukrajine, ne, kjer so našli te ostanke. Neka mešanca, ne, sigurno. Kaj pa jezik, ne, torej vi opisujete 13. stoletje, ne, kako se je moral zdaj jezik prilagajati tej zgodbi srednjeveški, ne, z arheizmi niste neki pretiravali, ne, ampak sem pa tja se pa tudi kakšnega najde, recimo spomnim se, da me je presenetil ta, kako je že, truplo, ne, za trup, ne, tam, ker bi mi rekli trup, ne, je truplo, recimo to je en tak, ne, arhaizem, ne.
Pa osebna imena, kako ste jih kovali, ne? To je verjetno tudi, ne, ker prej sem že rekel, da prihajajo junaki iz zelo različnih okolij, se pravi imamo slovanska, imamo keltska, imamo provansalska, imamo, ne, to, pa še malo, tako so, delno so tudi govoreča, ne, recimo, ne, ali pa saj meni so govorila neki, recimo ta Lisandri, ne, ta nek samooklican junak, ne, me je takoj spomnil na Lisandra, znamenitega spartanskega vojskovodjo, ne, on je bil pa daleč od tega, ne, pa nula, ne, tako da je kar zanimivo, so ta imena res, verjetno kar izziv bilo, ne. To je res. Predvsem so imena, vsa imena, ki so, ne, recimo, škof Iv, ne, je kot deček, ne, zrasel pod imenom Ervan. Ervan je v francoščini Iv. In Ervan je dokumentirano ime, ki je bilo uporabljeno v 13. stoletju. In isto Iv, pravzaprav Iv je celo svetnik, zavetnik sodnikov. Ne, in on, škof, je bil po svoji funkciji tudi sodnik, ne, zato je prišlo do tega škandala. Ne. Vsa imena so zbrana, so seveda bila uporabljena v tistem času, ko so bila. Ne. Nekatera so seveda primerna, recimo ta deček, ki je bil potem ubit v eni zasedi, ne, je Budoran, ne. Se pravi, on je bil taki najstnik, mogoče 15-16 let star, ne. Jasna stvar je, da je bil zasanjan, zaljubljen, ne, pa vedno je zaspal, pa tak, ne, mislim. Potem imena za tehle bogomilov, ne, seveda tu sem se obrnil na Ahmeda Buriča, ki mi je seveda, zato sem mu zelo hvaležen, seveda takoj priskočil na pomoč, sva malo podebatirala, ne, in mi je povedal ta imena, ki so seveda uporabljena in so stara, ne, pa tudi to, ne, da recimo Katari in ti stari bogomili so bili vegetarijanci, ne, in tisti, ki so bili pa mesojedi, vsejedi, ne, so jim pa rekli, da so mrski. Kar je izraz, ki ga še danes porabljamo, in seveda mi ni bil jasen. Jaz sem bil zelo hvaležen, ne. To so take nabirke, ne, ki so pol cvetlice noter, ne, ki... Še ena zadeva me zanima, že prej ste omenili, ne, da pišete zelo, zelo, zelo počasi, ne. Se pravi 10 let ali pa več, ne. Kako je možno, čisto fizično, kako je možno, da ima nekdo toliko časa zgodbo v glavi, da mu ne preseda, ne, in da ohranjaš napetost, ne, ker verjetno jo morate razvijati ves ta čas, ne, ali zaspi zgodba za, ne vem, pol leta. To pa ne vem, ne, jaz v bistvu sem v tem času tudi pisal drugi roman, ne, ta Potopimo Islandijo. In meni to nimam težav, ne, jaz sem te zgodbe v glavnem pisal, jaz sem na Evropski agenciji za zdravila, pa v teh evropskih agencijah sem tudi v Parmi, prej bilo to za varno hrano, pa potem za zdravila v Londonu najprej, pa zdaj v Amsterdamu. V glavnem, do vsake te lokacije, ne, kjer sem moral biti vsaj enkrat mesečno, včasih 2-krat mesečno ali pa več, ne, je treba iti z avionom in presedati, ne, najprej iz Gradca Frankfurt, Bologna, ne, to so take bližnjice, ali pa London, in to pomeni 5 ur vožnje. 5 ur, 6 ur, se pravi 1 uro na avionu, pa potem 1-2 v Lonču, pa spet na avionu. Jaz sem pisal do Frankfurta eno zgodbo, pol v Lonču sem spil kupico zastonj vina, pa pol sem drugo zgodbo pisal gor
In to tak, ne, da sem si kupil, pač imam taki računalnik, da je točno pasal noter na tisto poličko, ne, in naštudirano do sekunde, ne, takoj, ko smo na višini recimo 3-4 kilometre, ne, vem, da se bo takoj zdaj prižgala luč, da lahko začnemo delati, pa ne. Pol ko prvič reče, da moraš zapreti računalnik, še ne rabiš, ko prije drugič, pa ga zapreš, ne, in to je približno vedno 1 ura pa 10 minut, ne, in to tak, meni paše pisati, če je nekaj se dogaja okrog mene. Kaj pa recimo ta fenomen zgodbe, ne? Vi ste naravoslovec, biolog po izobrazbi, ne? Toksikolog celo, ne? Ekotoksikolog, ja, se opravičujem. Kaj je v zgodbi takšnega, da lahko pove več, mogoče kot pa nek znanstveni članek, naštevanje nekih dejstev? Zakaj imate tako radi zgodbe? Ker ne rabim citirati. Se pravi, temu bi rekli pesniška svoboda. Ja, točno to. Ja. Pa nihče vas ne preganja, ne, kar zapišete, ne? Jaz, mislim, tudi to je mogoče del odgovora na prejšnje vprašanje, ne. Tako sem rekel, jaz te like ustvarim in potem oni sami funkcionirajo. Meni ni problem čez 1 leto priti v zgodbo, imam pač tak neki protokol, da vedno preberem včasih celo od začetka, ne, ali pa par poglavij nazaj, ne. Ritem zgodbe, ne. Vsaka zgodba, meni so zgodbe lepe takrat, kadar imajo neki svoj ritem. Jaz zgodbe v glavi poslušam, tako kot jih je Stane Sever ali pa Milčinski, so pravljice na plošči brali oziroma razlagali, ne. In ta ritem, dobra zgodba za moje pojme mora se čutiti noter nek ritem, ker drugače je obupno dolgočasna, ne. In nam zaupate, mogoče če zdaj nastaja kakšna zgodba nova? Zdaj ne in to je grozno, ne, ker človek je, ko piše, je drugačen, ne. Ampak po drugi strani pa moram ta roman spraviti od hiše, ne. Mora, zaenkrat je še doma in še ni čist zaid, ne. Ko bo pa šel, pa mi ni druge. Vas bo nek nov Avignon poklical, ne? Ja, sej nekaj ideje že, seveda, ampak prav. Okej, zdaj pa ste vi na vrsti, dragi gostje, da postavite Borisu Kolarju kakšno vprašanje, kakršnokoli. Ni neumnih vprašanj, saj veste, ne. Ja, jaz, ko sem brala, meni so bili pa liki izjemno všeč, zato ker se mi zdi, da so, mislim, mogoče sem tudi jaz samo tako to brala, ampak vsi so bili tako, saj meni osebno pač nekako parodični in vsak je imel pač nek, jaz si recimo predstavljam, da če bi Monty Pythoni vzeli to zgodbo, bi bilo to ful dobro. Mislim, jaz recimo vidim pač, kako bi Monty Pythoni že pač tistega škofa, kako se dere in kako pač, ne. Mislim, predstavljam si prav pač, ne, mislim, ne pravim, da bi bilo pač isto kot prizor z raco pri Monty Pythonih, is she a witch? No, she floats on the water, ne, it's a duck. Pač, ne, ampak ta cel sodni postopek za to čarovnico se mi zdi tako briljantno pisem, ker škofu je bilo res popolnoma vseeno, zakaj pač bo ta gospa zgorela ali ne, ker on ima res pametnejši posel, ne. In ta cela, ne vem, ne, da vsak ima neko svojo življenjsko motivacijo, ne, in to mi je bilo res, ko se pravi, meni res vidim, da bi Monty Pythoni to mogli nekako predno mrejo. Mislim, tako se pravi, in meni je bilo zelo ljubo to brati in ja, se pravi, te liki so, moram pa še tako, ne vem, se pravi, ne vem točno, zakaj se si ta zgodovinski okvir vzeli, ne, zdaj pol kasneje, ko sem jaz pač to knjigo prodajala, sem zvedela, da očitno imamo ogromno oboževalcev, da ljudje se res zanimajo za Katare, ne.
tako, da je to prav nek interes. Ja, res, no, tako sem iz stranke rekla, a ja, Katari so noter, ja, pa kaj, mislim, o tem se govori. Ja, sem tako, opa, mislim, kaj se... katarsko društvo? Ne vem, ampak mislim, ste vi vedeli, da se tako Slovenci, ali pa so to samo Novomeščani, ful zanimajo za Katare? Moram priznati, da nisem vedel, da se Novomeščani tako zelo zanimajo za Katare. Ja, kdo bi se to mislil, ne? Zanimate za Katare, to mi je zelo novo, no? Ampak tudi prav. Ja. Ja. Zakaj pa nasploh se pravi, pač to zgodovinsko obdobje, pač tako se je rodilo? Tako se je zgodilo, mislim. Ja. Zakaj pa ne? Ja. Absolutno. Pa srednji vek se mi zdi, ne, da je, ne, mislim, se poznamo tudi, ne, v literaturi nasploh, ne, zelo dobre, recimo detektivke, ne, iz srednjega veka. Ne. In dejansko srednji vek ima nekaj mističnega na sebi, ravno to ga poznamo, da ga ne poznamo. Ne. Ravno to imamo stereotipov, da nimamo pojma o njem. Ne. In se mi zdi, da je zelo tak, vedno hvaležen na nek način. Ne. To je res, ja. To je zagotovo res, ne, ker recimo na dvor Ludvika 14. si niti pod razno ne bi upal. Niti pod razno, ne, ker mi nič ni blizu. Ne. Srednji vek pa mi je, ne, čeprav moram reči, ne, potem, ko sem iskal to naslovnico, ne, pa nimaš nič za dati gor, ne, to je iz renesanse. Ne. Ne, ampak, kot sem rekel, ne, ima, ne, ta predznak mračnega srednjega veka, ne, kar pa jaz se nikakor ne strinjam. Ne. Že sam izbor Provence, ne, Provence je atipična v vseh primerih, ne, se pravi, je topla, je svetla, je ne, bogata. Čeprav to ni Provence, to je Languedoc bolj, ne. To je... Ja, na meji, ne, bi rekel. Rona je ravno meja, ne, med Provanco pa Languedocom. Ne. Ja. Tako da mislim, da je, ali pa danes je, ne, danes pa je Provanca, ne. Avignon, ne? Ne, to je Occitan. Ne vem, katero, to bi bilo za preučiti. Ja. Je pa dejstvo je, ne, da zagotovo, ne, nam je Provence, vsaj vemo, ne, Languedoc, težko, kaj pa je Languedoc, ne, ampak je pa res, ne, da če hočeš iti tja, ne, oziroma jaz temu pravim, da je treba narediti ekosistem zgodbe, ne, je pa treba vse vedeti, ne, kakšne konje so imeli, ne, kaj so pili, kaj so jedli, ne, to je pa treba vse vedeti. Ne. Zakaj pa kozji sir, ne ovči? Zakaj koza, ne pa ovca? Ste bili kdaj v dilemi? Ne, niti pod razno, ne. Prvič, koze so brihtne, ne. Drugič, veliko bolj kot ovce, mislim, zdaj to ne mislim v tem antropocentričnem smislu, mislim v tem, da so... Karakter imajo, ne? Ja, lažje je z njimi, ne, v literarnem smislu in veliko teže v pastirskem. Druga stvar, kozli so bili seveda, kozli zelo priročen, ne, namreč škof, ne, se je grozno bal, da bi kozla, ki bo prišel v hišo, ne, da bi bil to v bistvu satanovo seme, ne. Ker to je bilo prepričanje, ne, da mislim, in sama podoba satana je po kozlu in parkli in vse skupaj, ne. In to je bilo tudi politično vprašanje, ne, so se vsi po vseh beznicah so se pogovarjali, kaj pa je zdaj, koga bo pa pripeljal, bo to ta behamot, ne. Se bo skril tega kozla. Ja, kaj bo s tem, ne, in to je bilo zelo tak, ne. Po drugi strani, ne, pa treba vedeti, da v tem času Provanci so bili koze pol divje, ne, to niti drobnica ni bila, ne. In se hotel ta absurd narediti, ne, zdaj, mislim, cela zgodba, cel svet, ne, teh ljudi se
vrti okrog nečesa, kar niti domača žival ni, ne. Not pa so pol plemenita žival in sem pa tja, ne. Tak res absurd nasprotje samo sebi je. Te koze, ne, kozla in kozo, ne, čuvajo kot največji zaklad, ne. To je prav obsedenost, ne, kako jih čuvajo, ne, ker pa dejansko reši ta pol, ne. Celo pot je nosil iz Bretonije tisto kozico, ne, kar je seveda neumnost, ne. In pol so šli kozle iskat dol po Španiji, do Španije, pa je bilo vse narobe, pa nič ni bilo prav, ne, ampak vse posod je pa majčkeno se zdi, da pa mogoče pa je oni le imel svojo agendo zraven, ne, da ni bilo tam ene predavanega kozla, ne, ker ko je očetu to povedal, ko je očetu to povedal, se oče kar se sedel, ne, ker ta pomočnik prihaja iz ene tak rahlo mafijske družine, ne, to so povezani vsi imajo, ne, oče pa je tak na svete dajo, ne, to kupiš, to ne kupiš, vse, ne, in sinom sta se sprla, ne, ker to je najstarejši sin bi naj prevzel njegovo trgovino z volno, ne, on je pa rekel, da ga sili na kašlje in mu je všel. Ampak ko se je vrnil, ne, sta se pol zbotala, ker je oče videl, da to pa je genialno, ne, da za kozla, ne, je on je naredil taki veliki halo, da ga mu je škof prepustil vse, mu dal možnost, da pisma pošilja, da ima konja, da ima vse, ne. Mislim, za kozla, ko bi on s hlapca poslal na sejem, oni bi pa moral biti srečen, da ima hišo nad glavo, ne, da bi kar zaslužil to zraven, ne. Tu pa se je cela diplomacija evropska sukala okrog kozla. O koncu knjige gotovo ne bova nič rekla, sem lahko dodam, da je res izvrsten, ne, in da je to knjiga o prevarah, ne, ampak vprašanje, če je tudi knjiga prevara, ne. To pa zato priporočam, da tisti, ki ne želijo, namreč tudi bralec je lahko prevaran. In če ne želite kot bralci biti prevarani, zadnje dve poglavji ne preberite. Ne, škoda knjige, ampak ker mogoče bo pa koga le premamlo. Ja. Vprašanje. Katera? To je fikcija. Se ne naslanja na... Ne, to so vse fikcijske. Razen to, da je bil seveda grof Andeški, mislim, ta patriarh takrat, Andeški grof iz te družine bavarskih grofov, močna taka družina je bila, ki so po kraljevskih hišah imeli žlahte in to in tak. Raziskujete, preden pišete ali pišete potem sproti raziskujete? Sproti. Kje pa? Koliko časa bi pa pol še napisali? Ne, ker jaz tisto, kar pišem, vidim, ne, in zdaj pol ko pa pridem nekam, je pa treba seveda polje raziskati, ne, je treba pa postaviti, ne, okolje na novo, zlasti, ne, ker so te zgodbe vse take, da se menjujejo prostor, ne. Ja, stalno, ne, nove osebe prihajajo. Ja. Recimo, ne, tu nastopi, ne, sej moram pa tudi priznati to, ne, da zdaj, ko berem, ne, me včasih groza, ne, ker se kaže, ne, da v bistvu ni bil srednji vek temačen, ampak je današnji čas temačen, ne, da živimo v popolnoma enakem času, kot so bile te katarske grozni
požigi mest, kjer so ljudi žive sežigali, ne. Če pogledamo danes okrog sebe, so te razmere grozne in jaz sem prav zaradi tega uvedel en lik, ne, to je bil pravzaprav dva, ne. To je lik viteza Hospitalerja Hermana, ki sta bila v bistvu dva. Enojajčna dvojčka, stara ko svet, obema je manjkala leva roka, ker jo je eden izgubil na križarskih vojnah in potem je tisti, ki je prvemu odsekal roko, to je moral drugemu tudi odsekati roko, zato da je imel krajšo pot do 72 devic. Imela pa sta samo eno ime, ker je njun oče, kelnski nadškof, rekel, da bil je jezen, ker je ne vem koliko bratov in sester že sta naredil. In potem še dvojčka imel in je rekel, da je eno ime, da bosta imela eno ime čisto zadosti. In potem sta morala s tem enim imenom živeti vse življenje do smrti, živela sta pa popolnoma enako dolgo. Tako da, ko je prvi umrl, ne, je tisti čas, koliko se je kasneje drugi rodil, ne, ta drugi lahko nosil sam, imel prvi v življenju svoje ime zase. In njuna naloga je bila, da sta bila božja biriča in sta kaznovala predvsem hinavščino, hipokrizijo in sta morila, mislim, bila sta asasina, ne. Friderika Barbarossa. Ni umrl, tako da je Ja, sam se utopil, ne. Smo zvedeli, to je nekaj zanimivo. To je tudi Umberto Eco v Baudolinu, ne, pisal, ne, ampak on je drugače to opisal. Kar izvolite, ja? Sem hotel še to, ta pestro sliko, ne, ki prihaja iz različnih držav, delamo od Španije, Britanije, Anglije, Nemčije, Italije, ali je kaj povezano s tem tvojim sedanjem načinom življenja, ko si stalno na teh konferencah zunaj in srečuješ vse te tipe iz vseh teh Mogoče malo ja, ne, mogoče malo ja, ampak ja, zagotovo, ne, zagotovo nekaj sigurno, ampak zavestno ne, ampak nekako. Nemca lažje vpišeš Bavarca, ne, pa potem Suščana, pa francoskega kuharja, ne, pa dečke, ne, recimo turinske pevce, pa Še kakšno vprašanje? Mislim, da smo kar izčrpali, da smo bili kar temeljiti, ne? Tudi knjiga je temeljita, ne? Tako da vabljeni k branju. Tako da najlepša hvala za pogovor. hvala. In za obisk.